Lep dober večer, spoštovane dame, cenjeni gospodje. Zopet smo z vami Veselica na vasi in televizija Celje. Nocoj bo zanimivo. Nocoj gostimo razne goste, ki prihajajo od vsepovsod. Nekaj domačih krajanov, bi rekli, iz našega knežjega mesta Celje, nekaj pa tudi od drugod. Kaj več povemo kasneje. Za začetek pa vam bi predstavil enega in edinega Srečka Zorka in njegovo pot, ki se je začela takole. Nekdaj v naši vasi, pred davnimi časi, igrati in peti, bilo je lepo. Na ohce ti eni, zaslužil si kravo, za travo pa danes bi komaj bilo. Doma naredili smo si inštrumente, pobrali iz kuhne in kleti skor vse. Potem pa 3 pesmi smo peli, igrali, plesalo je z nami, kar leze in gre. Vam bo dan, naj pisem poišče si pot do srca, da lepo vam bo dan, da vsak se počuti pri nas kot doma. Naj lepo vam bo dan, naj pisem poišče si pot do srca, da lepo vam bo dan, da vsak se počuti pri nas kot doma. Pa v naši so vasi prišli drugi časi, denar tudi za gosta vladar je postal. Nihče več na žlice in bumbajs ne špila, in Štimung ta pravi bo redko dodal. Ideja je tista, ki nas je združila, vse kar nas dogodcev pred vami stoji. Ne denar in ne slava ne bo nas ločila, pomembno le to je, da z nami ste vi. Sem poišče si pot do srca, da lepo vam bo dan, da vsak se počuti pri nas kot doma. Naj lepo vam bo dan, naj pisem poišče si pot do srca, da lepo vam bo dan, da vsak se počuti pri nas kot doma. Vam bo dan, naj pisem poišče si pot do srca, da lepo vam bo dan, da vsak se počuti pri nas kot doma. Takole smo nocoj začeli našo Veselico na vasi za skladbo, ki opeva res, kako je bilo nekdaj v starih časih, in seveda moj prvi gost in sogovornik Srečko Zorko. Lepo pozdravljen. Dober večer tudi tebi in vsem ostalim. Srečko, tale pesmica, ki ste jo z Freikinseri posneli, opeva res tiste stare čase, a ne? Ko je še ni bilo denarja za inštrumente, igralo se na tisto, kar je prišlo pod roke. Kako se je začela tvoja glasbena pot? Pravzaprav točno ne vem da v osnovni šoli. Potem pa počasi naprej. Pred 30 leti si nihče, koliko se spomnim, ni na oder šel, če ni imel elektronike, in jaz imam svojo predstavo in so moji kolegi
zabavno muziko igrali na harmoniko in to je bil takrat eksotika za tisti čas. In so enkrat prišli iz Hrvaške, ker smo za agencijo igrali in jim ni bilo jasno, kde so vam orgulje in to. Mi pa, ker taki kot smo, ne, smo pa rekli, da danes pa nas na orgle špila še samo tisti, ki pač ne znajo igrati na take plane. Tako je bilo. In tako se je začelo. Potem pa sledi eno za drugim, malo festivalov. Pa če kaj opravičujemo, ali pa opravičujem, ime Fraj Kinsler je lepo moj sogovornik oziroma svoj menjak Srečko Nidorfer zapisal, da Fraj Kinsler je človek, ki je za nič ni usposobljen, kar naredi je pa uporabno. Tako da smo se vsega lotevali malo. Vse pove ta beseda. Včasih so rekli Fraj Kinsler ali Tausend Kinsler. Torej, da veliko stvari znaš, ki si jih naučil skozi življenje ali skozi neko prakso. Je tako, Srečko? Ja, je in je prav je prijetno, ko eden reče, veste, jaz ne špilam tako, jaz sem bolj Fraj Kinsler, joj pa nisem mislil vas, to je na Štajerskem, kar precej odomačeno. Tako, to so tisti, bi rekel, samouki, ki se pač sami naučijo igrati po posluhu in tako, kot slišijo. Ne? Zdaj pa imamo Fraj Kinslerje, ki bolje slišijo ali pa mačken slabše. Ne? To je bilo pa bo. Tako, Srečko, naslednja pesmica, Hura, hura, za male krajcarje. Krajcarji to so denarci, ne, se veste. Včasih so rekli krajcarji, ne. Ja, to je bil takrat, stari Avstralog je bil denar, pa sve tako malo hodomušna, pa tako, kaj ne rečem. Tole pesmico, ne, bom tako rekel, je bila zelo popularna nekaj časa in ko sem tudi z vami enkrat nastopil na televiziji, je potem moj prijatelj Štefan, ki ga imam pod Štefan Pašman, ker je tam pač imel en vikend, ne, sedaj ga več nima, je se peljal s kolesom, ne, tam po otoku Pašman v trgovino in si je to pesmico pel. In zato, če si za to, Srečko. Ja, seveda, če ima na otoku vikend, ne? Ja. Štefan, to bo za tebe. Tako. Idemo na obisk. Obvezno in hura, hura za male krajcarje. Ljubljanci pa kavarna je za male krajcarje, Ljubljanci pa kavarna je za male krajcarje. Dobiš kafe, dobi si fon za flirt, pa špila saksafon. Dobiš kafe, dobi si fon za flirt, pa saksafon. Hura, hura, na vrišku diča kar se da. Hura, hura, za male krajcarje. Hura, hura, za male krajcarje. Kavarni pajno dekle je za male krajcarje, kavarni pajno dekle je za male krajcarje. Na divan rada vleže se za male krajcarje, na divan rada vleže se za male krajcarje. Hura, hura, na vrišku diča kar se da. Hura, hura, za male krajcarje. Hura, hura, za male krajcarje. Gole bedrce za male krajcarje, pokaže gole bedrce za male krajcarje. Vsak dan kaplan odvezo da za male krajcarje, vsak dan kaplan odvezo da za male krajcarje. Hura, hura, na vrišku diča kar se da. Hura, 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 za male krajcarje. Hura, hura, za male krajcarje. Ljubljanci pa kavarna je za male krajcarje, Ljubljanci pa kavarna je za male krajcarje. Dobiš kafe, dobi si fon za flirt, pa špila saksafon. Dobiš kafe, dobi si fon za fupa gramofon. Hura, hura, na vrišku diča kar se da. Hura, hura, za male krajcarje. Hura, hura, za male krajcarje. Ja, takole izgleda ta hudomušna pesmica,
ki je Srečko Zorko z svojimi glasbenimi kolegi, Freikinclerjemi, posnel in tudi odigral in odpel. Srečko, jaz sem ti prinesel eno krasno malo harmoniko, na katero ti večkrat tudi zaigraš kot solist, a ne na kakšni zabavi, je res? Tako je. To mi je oče zapustil, BČS-ko pa šnopskarte. Pa šnopskarte? Ja. Povej, no, predno boš dal harmoniko gor, ali kaj vadiš recimo ob posnetkih ali kar tako na posluh, kako ti recimo pride slučajno glasba? Bolj pride. Kakor pride in tako potem pride. Jaz sem imel priložnost s tabo biti tudi kdaj na odru in vem, da si izreden umetnik, torej improvizator, ne? Nimam, pa bi druga da ostane, kot da sem tako, improvizator. Tako, reda pa si improvizator, ne? Ampak zanimivo je, da ti začneš z eno pesmijo, ne? Z nekim programom, ne? In kot vidiš potem recimo pri ljudeh, da bi pa mogoče bilo kaj druga bolje, ne? Takoj obrneš ploščo in začneš kaj drugega igrati. Tako da si še sam časih malo presenečen, je tako? Pa, jaz pravim, humor je zelo resna stvar, ne? So pa, ker poznajo nas bolj, me poznajo kot humorista, ampak je tudi, katere pesmi, ki imajo tudi malo večjo težo, pa v vsaki pesmi se najde kdo, ki se mu je kaj podobnega zgodilo. Včasih so rekli, ko ste Freikinclerji igrali Veselice, ne? So rekli, muzika je bila taka lepa, akustična, ampak smejali smo se pa 6 ur skupaj. Ne? Torej, vi ste znali narediti iz teh akustičnih inštrumentov, ste pokrili vse tiste orgle, synthesizere in še kaj, ne? Bolj za situacijsko komiko smo bili, no, konec koncev. In če sem čisto pošten, najbolj smo se dobili na odru, drugače je vsak za svoje leta in potem, če mi nisem imel kaj povedati, sem hotel povedati, sem mi lahko povedal na odru, ker rad smo se bolj malo videli. Res je, naslednja pesmica Metsodi rojen, ne? Kako je ta pesmica nastala? Mogoče dve besedi. Pa, kak bi rekel, vse, že točno več ne vem, pa da je nekako, vsak ima eno zgodbo v življenju. Vidimo, kako smo si, takrat, ko si dobre volje, te vsi vidijo, ko pa za zadnji ima pa vsak svojo skrivnost. In tale Metsodi rojen je pač taka, se mi zdi, da muzikanta, ki je dal nekaj skozi in v vsakem primeru vsak se rad vrača domov ali pa kjerkoli, kjer me doma cilj. Tako, Srečko, predajam ti tvoj inštrument, tvojo zapuščino od očeta in zapoj nam Metsodi rojen. Metsodi rojen, pod brajdo dojen, pa kak ne bi bil tako sen. Nemirne krvi iz krivih oči, zaljubljenih v lepe reči. Še ne 20 let sem zbežal v svet, ga križal po dolgem poprej. Zdaj zmatran je sil, se vračam prek nju, počasi na naš mali breg. Samo harmonka ve za vse moje poti, za ubrane pušeljce, prelumpane noči. Sem zaigral, v kateri zvezde štel in kam me ujutro veter je vzel. Žet od devic, potreben toplic, ga srečam na koncu vasi. Ma moje oči, glih tak se reži, čez vrat mu harmonka visi. Samo harmonka ve za vse moje poti, pušeljce, prelumpane noči, v kateri sem zaigral, v kateri zvezde štel in kam me ujutro
veter je vzel. Prekrasno besedilo, res življenje nekega muzikanta, ki je igral mnogim gostom in tudi seveda kakšni punci ali deklici na dušo pihnil. Srečko, je tako? To je bilo včasih še, ko je bila ljubezen, da sta mogli biti ona pa on. Danes so lahko dve one ali dva ona pa ljubezen laufne. Čist drugače zdaj. Ja, to je še po starem. Tako, Srečko, pred naslednjo pesmijo bi pa bilo lepo, če bi mogoče povedal, kako je ta pesmica nastala, kako hitro je nastala. Skladbica Pravi Srečko, ne? Šlo je za Vurbeški festival, ne? To je bilo to, vem, da Pravi Srečko, kot nima nobene veze z imenom, ampak Pravi Srečko rečemo tistom, kjer je srečen, ne? Res je. Da si pravi Srečko. In je, mislim, da je, če ti bolj veš, ko jaz, da je bil ten festival, pa je bilo treba nekaj narediti, pa... Šlo je zelo na hitro, ne? Torej, na hitro, zelo hitro. Vsi tisti, ki pišete besedila ali glasbo, ne, bi lahko prišli takrat pogledati, kako se da to na hitro narediti, če ti voda v grlu teče, je tako. Ja, in... Torek še ni bilo skladbe, v sredo že besedilo, četrtek pa že skladba z glasbeniki, je tako. Se zgodi tudi v boljših družinah. Se zgodi, ne. In ta skladbica je doživela, lahko rečemo, en tak preporod na tem Vurbeškem festivalu. A je? Prišli smo v finale. Ja, smo pa dobri, se ne moramo si pomagati, ne? Tako. Vsak ima kako napako. In še nekaj, ne, druga pesmica, ki je bila Ona, Gal in jaz, ne. Ona, Gal pa jaz. Tako, tam si pa imel tudi svojega... Bog mu daj dobro psa. Tako, na odru, kar si vsakdo ne upa. Ja, pes si očitno je. Ja, si je in je bil, skozi bil tam lepo zraven vas, pri miru, ne, in... Ja, labradorci so znani in to ti je res bil, v vasi smo opravili, da je to gospod pes. A celo? Labradorci so znani tudi, da so za slepe in za podobne tudi, ne, in pač, od živali se nekdo naučimo. Res je. Začnemo začem zdaj za... Ja, pravi Srečko, ne. Ni vse srečno, je pa tudi kaj vzadi. Je pa tudi kaj vzadi in... Ti lahko predam vse skupaj. Tako, prisluhnite še enkrat Srečko Zorko. Ustnice kar same najdejo nasmešek, tam nekje pod težo misli zakopan. Kar odrinejo grenko boki pritiska, na srce kot težka skala dan na dan. Stavek ali dva norčava brž se stavi, kot od mene vedno pričakuje se. S mačkom se borim, a vam ne pravim. Bil sem ga, da ne bi več bolelo me. Ker jaz sem Srečko, ki mu v življenju nič ne manjka, ki se nikoli ne nasanka, takimi sem si zrihtal sam. Z menoj harmonika zapoje, le ona ve, kako z menoj je, da svojo vlogo le igram. Ker jaz sem Srečko, samo vesela sem lupina, a v duši grenka bolečina.
ki je nikomur ne prizna. Vedno za vse okrog bom srečko pravi, ki tuje rane hitro zdravi, nad svojimi pa jokam sam. Spet poslušam jamranje, kako življenje ni še bilo tako zategnjeno kot zdaj. Malo manjka, da ne dam svoj zadnji evro njemu, ki mi kavo plačal je nazaj. Mi prijateljica po svojem decu pljuva in mi pravi, da sem srečen, ker sem sam. Jaz se smejem na ves glas in pritrjujem, da v resnici nočem tega ne priznam. Ker jaz sem srečko, ki mu v življenju nič ne manjka, ki se nikoli ne nasanka, takim sem si zvital sam. Kdo je z menoj harmonika zapoje, le ona ve, kako z menoj je, da svojo vlogo le igram. Ker jaz sem srečko, samo vesela sem lupina, a v duši grenka bolečina, ki je nikomur ne prizna. Vedno za vse okrog bom srečko pravi, ki tuje rane hitro zdravi, nad svojimi pa jokam sam. Uši sem imel zadnjo hojko, pa sem jo podar. Niso bile še deske suhe, že je sosed mrd. Zanje me je prišel prosit njegov mlajši sin. Pradole sem jih šenkal, samo da je hin. Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrag? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siromak. Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrag? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siromak. Štali sem imel zadnjo kravo, biki sem jo gnal. Bik na kravo, krava name, v gnojšnico sem pal. Tam sem pustil zadnje hlače, suknič in klobuk. Krava pa še nesni breja, prišel sem ob štuk. Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrag? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siromak. Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrag? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siromak. Včasih sem si babe zbiral, kake sem si htel. Eno sem domov privlekel, vrag, da bi jo vzel. Da hoče jesti, hoče piti kavo in tobak. Nove to te furt naredi, zdaj sem siromak. Kaj
Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrag? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siromak. Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrag? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siromak. Pa kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrag? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siromak. Takole in z mano že velika druščina. Kot smo rekli, iz Celja prihajajo danes celjska folklorna skupina. Lepo pozdravljena, Vesna. Pozdravljeni. Vi ste tista umetniška vodja, ki vse to korigira, da pravilno korakajo sem ter tja. Drži? Ja, drži. Skrbim za to, da so koraki izvedeni tako, kot je treba, tako da tudi koreografije same, da so usklajene, da so lepe, da so ljudem všeč, tako da ja, skrbim za to. Ja. Če bi jaz ko imam 2 leve nogi, ne, recimo prišel kam plesati, bi sam v krogu lahko verjetno plesal. Ostalo prepuščam drugim, ne? Tako. Ne, se bi se naučil s časoma. Se? Po kakem letu, 2, sigurno bi znal še naprej pa nazaj. Ne. Torej, vidimo, da ste v belih oblačilih, to so neke bele korenske noše, drži? Ja, danes sem vam predstavil s spletom iz Bele krajine in sicer z naslovom Vile so pastirca pregnale. Lepo. In tole, kot vidim na vaši glavi, bi lahko imela tudi kakšna vila, je tako? Ja, sigurno. Torej, vi ste vila, oziroma vse ste vile, kot Ja, vidim. danes smo vse vile. Jaz sem to sicer enkrat že videl, ne? Letos. Krasen koncert ste naredili, tam bi rekel pod občinskim uradnim, matičnim uradom, ne? Ja. Tam, kako se reče tam? Dvorec, tako. Dvorec tam nekje je bil, ne? Pa še vedno je. Je bil naš prvi etno večer. Mislim, da je bila zelo čudovita prireditev in smo se odločili, da bomo to ponovili še naslednje leto. Odlično, tako da že danes vas vabimo vse, ki radi vidite kaj lepega in tistega, kar ni na televiziji. Zdaj vam pa želim srečno tale prvi ples in vile naj zaplešajo.
Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Izbira talne obloge pomembno vpliva na končno podobo prostora in kakovost bivanja v vašem domu. Gre za enega večjih finančnih vložkov pri opremljanju in od vas zahteva tehten razmislek. Odločitev je lahko težka, a ne, če vam pri njej pomagajo naši izkušeni strokovnjaki, ki z vami pretehtajo prav vse prednosti in slabosti posameznih materialov. V Kemoplastu boste našli pravo talno oblogo za prav vsak prostor vašega doma. Prepričani smo, da kakovostna talna obloga pomembno vpliva na vaše vsakdanje življenje, zato si že več kot 30 let prizadevamo, da pri nas vsak najde udobne, lepe in praktične rešitve za svoj dom. Odkrite pestro ponudbo naravnih parketov, ki bodo v vaš dom vnesli eleganco in toplino. Spoznajte luksuzne vinilne talne obloge za udoben in praktičen vsakdan. Seznanite se z novimi razsežnostmi mehkobe preprog in drugih tekstilnih talnih oblog ali pa svoj dom polepšajte z najbolj kakovostnim laminatom. Naj bo izbiranje popolne talne obloge za vaš dom prijetno opravilo. Vašo izbiro po želji tudi vgradimo. Oglasite se v naših poslovalnicah in pomagali vam bomo izbrati najboljšo talno oblogo za vaš življenjski slog. Kemoplast, svet talnih oblog. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkoji vasi in na spletu. Pozdravljeni! Predstavljamo vam naše podjetje, ki se ukvarja z izdelavo in servisom vseh vrst harmonik. Pri nas lahko naročite karkoli si zaželite, od izdelave mehov do končnega izdelka čisto po vaših željah. Kaj je lahko lepšega kot harmonika,
ki jo vzameš v roke in je ta točno takšna, kot je nekje nastajala skrito v vaših mislih. Kot novost imamo tudi servis klavirskih in kromatičnih harmonik, kar lahko si štejemo tudi v čast, da za veliko slovenskih ansamblov servisiramo prav mi. Vabljeni k nam, kjer vam bomo storitev opravili kvalitetno in v pravem času. Verjamemo, da sta dobra harmonika in lepe melodije, ki zvenijo iz nje, ključnega pomena za pristno ljubezen do glasbe. Harmonike Goti in servis Harmonik Ferme. Vljudno vabljeni. Prleški smo gusari, ne se z nami hecati, patruliramo po miri gor pa dol. Seršaka do Radgone pa Zrodenec na razkriže, Vojtinišče ne mre, naš je sakši breg. Ribiči nas ne trpijo, za ribe svoje se bojijo, ali mi lovimo itak samo krščene. Kot da nas se veselijo, ker za sakšo smo norijo, so me rade z nami idejo. Ja, te pa je žur do zore, te se čuje pesen in rul. Gusar smije vse, kaj teče, drugi din ga glova peče, al prlek pravi vode ven, da nikdar ne. Drugi zeje prlekija, tu je nišče morje spija, to še gnezdi glovo nikak tam ne gre. Zdaj smo ščovniški pirati, gusari pomorski brati, gor pa dol po muri patruliramo. Kruci negi avdi zdeli, volenišče ne depija, tak Panonsko morje nam je šlo. Hej, da je žur do zore, te se čuje pesen in ruml. Gusari pomorski brati, gor pa dol po muri patruliramo. Kruci negi avdih zdedi, volenišče ne depija, tak Panonsko morje nam je šlo. Ja, da je žur do zore, te se čuje pesen in ruml. Takole, prleški gusari so tu, prleški gusari so tle. Lep dober večer obema. Večer. Vida se imenujeta Bosi 2. Prosim, če mikrofon govorima. Ja, Bosi 2, ja, ker smo dva, ne? Dva pa oba bosa, ne? Bosa, prosim, če kamera pokaže, da res nimata čevljev na nogah. Imate pa vi tukaj nekaj, namesto bobnera, ne? Torej malo tamborinčka takega, ne? Ja, sama sma, pa si moramo malo pomagati, ne? Ja. Odlično. Naj vam povem, dragi gledalke in gledalci, da sem ju spoznal letos na etno večeru celjske folklore in sta mi bila tako všeč, da sem rekel, želim ju predstaviti tudi vam. In jaz upam, da uživate v njihovi glasbi iz Prlekije, je tako? Tako, ja. Smo od Svetega Jurija ob Ščavnici. Krasni kraj, lepi. To so Prleške Atene, tako pravijo tam pri nas. A, tako, ja. Prleške Atene. Ja. Tam je eno krasno jezero tudi, ne? Blaguško jezero, ja. Blaguško jezero. In je tako turistično, zdaj že malo prepoznavno, ker je tam neki glamping, pa tako so nekaj napravi, tako da
že z avtodomarji so že odkrili to, tako da. Je kar Je kar, turistična to je zadeva. naše morje tam v bistvu. Vaše ne. morje, Ja, super. Prleško, ja. Glasba je v bistvu avtorska. Ja. Kdo to piše? Vi, gospa? Ja, v bistvu si jaz to zmišljujem tako, pa pišem tekste, ona me pa korigira, ker je ona bolj trda Prlečka, pa jaz sem z Ljutomera, z Lotmerka, tako Aha, po domače ja, reče, ja. ona pa je od Svetega Jurija, zdaj pa tam je že malo drugače, že malo drugi sigurno, naglas, pa sigurno besede pa druge. tudi. In me malo ven popravila, bi se reklo. Vum popravlja. Ja. Potem pa dajta vidva zdaj eno vum popraviti, naslednjo pesmico, potem pa zopet kakšno lepo rečemo. Izvolite. Gesta reki Mura Drava, tam med njima je narava lepa, sončni bregi so gorice. Po ravnicah ide polja, senci šume, pa zelena trata, zemlja rodna in bogata. Tu ljudje se veselijo, ker Bog jim daje prletijo. Toga in neginega, kako sodi človek peja, rovno poleg sačnega si dela. Slavo roda in pravice, tu zasoda je gorice, sače mi pa naše mince paše. Zdaj so prišli drugi cajti, ljudska pamet, druge riže, stora pesem pa se redko čuje. Po bregačah in po poli čuješ le kak traktor boli, vsak za sebe gnezden samo grobi. Kje so tiste veselice in pesmi store ven z gorice? Peli so istori mladi, družili se, imeli radi, delo spet je leži, nam je šlo tak. Vse modrosti in pravico v pesmih najdeš, so resnico, v jih živeja našega je puno. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la. Peli so istori mladi, družili se, imeli radi, delo spet je leži, nam je šlo tak. Vse modrosti in pravico v pesmih najdeš, so resnico, v jih živeja našega je puno. Ja, bravo, bravo Prleki. Odlično vama gre, odlično. Jaz, ko Za bom... prvič na televiziji, vem, da A prvi ste na televiziji? Ja. A resno? Ja. To me pa Da še se bolj vam veseli. zahvaljujemo. Ja, to me pa še bolj veseli, da sta primerno pri nas, na naši oddaji Veselica na vasi. Kajti mi z našo oddajo želimo ohranjati slovensko kulturo. Kultura pa vemo, da izhaja iz ljudskega petja in igranja. Potem je šlo razvoj naprej. Vedno tako bilo in tako bo. Ne? Tukaj sta mi podarila eno knjižico takšno, ne? Pesmarico. Pesmarico. Tako. Gospa, povejte še vi nekaj. Še dober večer mogoče. Dober večer. Evo, vidite, da gre. Tako smo se bala. V glavnem, tu piše isti ptiči, ne? Ja, Skup lečejo. Lečejo, skup vlečejo ali... Lečejo po lufti. A ja, po lufti lečejo. Ja. A tako vi rečete? Tisti, kjer ima isto perje, so skupaj. Aha, naslednja pesem ima naslov Ne dedeža, torej ne bo dežja. Je prav? Ja. Ne dedeža. Ali kako rečete? Ne dedeža. Ne dedeža. Ja, za Prleki je značilno, ko dež gre pri nas. Ne? Ja, seveda, ima noge, ne. Če bi, ja, pa da tudi nekaj nima riti in tako so čas nas učili, kako moramo to povedati.
Ampak, kako bi rekli, da bo dež, da bo deževalo, kako to rečete? Dež deša. Kako? Dež deša. Dež deša. Bosi 2. Ste videli, kako to delajo v Prlekiji, ko ni dežja. Ko pa je, vse si nisem zapomnil, kako to seveda izgovorite. A še lahko enkrat prosim, če bo dež? Ta lahko gremo kositi. Kaj bo dežo kositi, ali kaj? Ja. A, tako. Če ta lepše vreže. Mokro. Ko so lepše vreže, mokre. Povejte, kje vse nastopata? Ja, kje nas povabijo, tako rada gremo. Sama se tudi kaj povabite, ne? Sama se povabimo, ko nam je dolgi cvet, pa evo, slabo vreme, ti se malo kaj zašpilamo, pa si kaj, kakšne nove pesmi lotimo. Kako to ustvarjata? Najprej vi s kitarcem ali pa to, potem pa pride šefica pa reče, ni prav, spremeni dur, pol to na gor, pol to na dol. To ravno ne, to glih ne, malo mi je bolj, muzika mi je nekako prioriteta, najprej imam muziko v glavi, te pa potom tekst klempamo gor na to. To je zanimivo, ne? Mislim, ja, to je, rimamo, ne? Ja, rimamo, ne? Zdaj pa včasih je redko, da sem naredil pesem tak, da sem recimo imel tekst prej, pa te muziko na tekst. Lepo, ne? Obratno se mi vedno zgodi. In tam je Irena te glavna, ona pa pride, pa to meni tiste stihe, kako bi se reklo, popravlja ven, pa me te malo to bolj frizira, bolj po prleško zveni, ne? Aha, tak ste vi pa, torej Sveti Jurij v Šavnici, ne? Je nekako center Prlekije, ali kako? Ja, Lotmerk je v bistvu center, to je glavno mesto Prlekije, je Lotmerk. Lotmerk. Ja, Lotmerk, Ljutomer, ja. Sveti Jurij v Ščavnici pa je tako je, tam so najbolje tako zagriženi Prleki, ker je, kako bi rekla, največ inteligence na kvadratni centimeter, ne, hecam se, kilometer. Kilometer. Tako pravijo, to so nam akademiki rekli to, pa so rekli za to Prleške Atene, ker je tam teko nekih akademikov bilo, znanih, pomembnih mož za naš prostor slovenski, širši tudi.
In zato so rekli Prleške Atene, Svetemu Juriju Puščavnice. Najbrž je to vplivala Šmartnica pa Pijača, tukaj so malo bolj tak odprti bili pa razgledani. Imamo danes tudi enega gosta, ki veliko ve o tej Šmartnici. Baje njega tudi ne bi bilo, če bi Šmartnice ne bilo. Pa marsikoga še ne, tako pravi naš Srečko. Ampak jaz vama želim, da tole, kar delata z srcem naprej, ker sta odlična. In tudi, bom rekel, takšnih duetov ni, ko sta vidva te kombinaciji, tamburica, kitara, pa vokal, pa kregata se ne na odu, to mi je všeč. To je tudi meni všeč. Tudi, ja. Zdaj, kak je doma, pa ne vemo. Še enkrat samo za vas, Bosi 2. Zdaj pa bomo Prleška nebesa. Z naših je bregov najlepši razgled, so same gorice, paščovnica vmes, ti rodna so polja, veseli je svet, Prlekija ti je sredi nebes. To lahko povem, Prlek od nekdaj je bija gospod, v raztrganih hlačah pa bo se povsod. Pamet pa v glavi in veko srce, kaj misli s pogledom pove. Taka jasno je vse, od prastorih cajtov smo zemljo živeli, po žilah pretoče se zdrava dan kri. Za mlodi parod smo si dobro skrbeli, kaj zjutra bo, to nos ne skrbi. Rodna so polja, veseli je svet, tu Prlek živi sred nebes. Še to vam povem, vsake sin pride, ma veke oči. Glih vse, kaj si zmisli, to vse imamo mi. S culo na rami, po sveti so šli, pa negi najšli to, kaj imamo mi. Pa negi najšli to, kaj imamo mi.
Odlično, Žiga, lep pozdrav. Lep pozdrav. Odlično si tole zaigral. Tole si zaigral tudi letos na Zlati harmoniki Ljubečna. Je tako, to je bila oziroma to je bila obvezna skladba, ki smo jo pač bilo dodeljena naši skupini. Letos sem pač se na Ljubečno pripravljal z v bistvu dvema mentorjema, no. Obvezno skladbo smo dokončala oziroma priredila z Robertom. Venček, ki ga boste pa slišali potem, smo pa priredila z lanskoletnim absolutnim zmagovalcem. To je bilo zdaj prvič tudi za mene, da smo tek sodelovali, ampak sem zelo zadovoljen z obema priredbama, no. 2 veste več kot eden. To je pa tudi res, ja. Oziroma se kaj dopolni, ne, se veš, ne. Včasih zmanjka kakšna malenkost, ne. Pa sem bil z obema zelo zadovoljen, brez kakih pomanjkljivosti. Verjamem. Torej, bil si letos zlat in drugo mesto menda, ne? Absolutnega zmagovalca, naslednji si bil ti že potem tako, ne? Drugo na tekmovanju oziroma podprvaka, kako bi se temu reklo. Podprvak, tako. Torej, Zlata harmonika Ljubečna, vidite, je aktivna, pridna z predsednikom Robertom Goličnikom, ki tudi tle piše Goličnik, to je harmonika, ki jo izdeluje Robert Goličnik. Tako. On je tišler, sem čul, ne, harmonike dela, ne. Ali on bolj kovinske stvari? Če je tišler, po moje je bolj les. Verjetno, z lesom se ukvarja, ja, verjetno, ne. A bi lahko nekaj poskusimo? Daj mačke ven meh. Ker ta harmonika, zdaj pa noter. Pa ven. Pa noter. Vse najboljše, dragi Žiga, vse najboljše za tebe. Vse najboljše. Izvedeli smo, da imaš danes rojstni dan in si vzel čas za našo oddajo, še toliko večji poklon in kaj naj rečem, želimo ti odličnega igranja, vidim, da imaš tudi MIDI od Nimexa, to pomeni, da tudi nastopaš dosti kot harmonikar. Znam kaj zapoješ tudi? Tudi že zdaj kaj zapojem. Zavriskaj zapoj, jaz zavriskam s teboj. Tako, Žiga, naslednje leto Zlata harmonika zopet verjetno? Tudi, pa v začetku leta kakšne tekmovanje avsenikov, pa potem, ampak verjetno bom tudi na Ljubečno šel, pa bom videl, mogoče pa celo absolutno, nič pa ne bom rekel. Treba je napaditi, ne, letos drugo mesto, drugo leto prvo, jaz ti želim, da se to zgodi, kaj ti igraš odlično, sedaj pa za vas še enkrat Žiga, za rojstni dan bo zaigral samemu sebi Venček ljudskih.
On na dve ljubezni, druge nobene, ljubi samo mene in zvok kitar. Ja, on je rocker s planin, posluša Stones and Guns and Queen. Ko gleda me po strani in kadi cigaret, neki je na njem, da je nor za umret. Ja, on je rocker s planin in rad me ima. Mi si želim, saj še eno noč z njim. Rocker s planin. Pustim bom nocoj oblekla, vsemu ko pride spet. Kar ne ve, da bom njegova princesa, rock'n'roll nebesa spustim na svet. Glej na svoji črni mrcini, šiba pro dolini, kjer sem jaz doma. Zdaj je tudi meni lažje, ker posluša vražje, pa me ima. Ja, on je rocker s planin, posluša Stones and Guns and Queen. Ko gleda me po strani in kadi cigaret, neki je na njem, da je nor za umret. Ja, on je rocker s planin in rad me ima na svoj način. Ko gleda s temi črnimi očmi, si želim, saj še eno noč z njim. Ja, on je rocker s planin, posluša Stones and Guns and Queen. Ko gleda me po strani in kadi cigaret, neki je na njem, da je nor za umret. Ja, on je rocker s planin in rad me ima na svoj način. Ko gleda s temi črnimi očmi, si želim, saj še eno noč z njim. Rocker s planin.
takole, kot vidite, zopet z mano velika druščina celjska folklora, z mano pa njihova predsednica, večna predsednica, ne, so rekli večna, ne. Ni večna. Ni večna. Prvič, pa ne zadnjič, letos. Torej, gospa Melita, dobrodošli še enkrat nazaj. Vidim, da so že v gorenjskih oblačilih, torej to pomeni, da boste zdaj zapisali gorenjske plese, drži? Tako je. Mida bi pa sedaj 2 besede rekla o tej vaši folklori, kje vse nastopate, kje ste bili letos kaj na kakšnem gostovanju. Obletnica je bila ena lansko leto, se mi zdi, ne? Tako. Hvala za povabilo, da predstavimo svoje delo, oziroma del našega dela publiki. Želela bi poudariti, da je letos 51. leto delovanja, da skupina obstoja že od leta 1973. Zelo ponosni smo na našega ustanovitelja, Eda Gaberška. Naše vodilo je strokovnost, prenašanje kulturne dediščine. Letos smo bili na državnem Maroltovem tekmovanju folklornih skupin in smo bili odlični med 8, tako da smo nastopali v eliti. Posebej bi pohvalila naše glasbenike, ki so lansko leto na državnem tekmovanju dobili priznanje strokovne komisije za najbolj muzikalno izvedbo, glasbeno. Drugače pa se trudimo, vabimo nove člane z veseljem, da se nam člane in članice, da se nam bolj člane potrebujete, kolikor vem, ne? Oboje. Ja, oboje. Jaz bi pa Melita zdaj želel, da predstavimo te odlične glasbenike, jaz sem stopil na to stran. Prosim, če jih poimensko predstavimo, ker res tako dobri glasbenikov nimajo vse folklore, to moramo povedati in ne boste spoznala mogoče potem po oddaji z njimi. Na kontrabasu Mitja Vodušek, na klarinetu Matjaž Lapornik, tudi kitaro, ja, tako, na harmoniki Jože Vincelj in na violini Jasmina, ja. Odlično gre tole skupaj, kajti stare slike, ne, so imele, frajtonarco, ne, pa violina je bila, ali pa klarinet, pa kakšen bas. In to imate vi vse. S tem, da ste še dodali tole kitarco in klarinet v eni osebi, kar je seveda vrhunsko. Tako. Sedaj pa vabimo tudi glasbenike, ja, seveda, da se pridružijo našim glasbenikom. Kateri inštrument pa še potrebujete? Vse. Ja. Dobrodošli so vsi. A res? Ja. Kak triangel tudi mogoče? Jaz znam triangel špilati. Ja. Bi šlo, ne? Ja, bi šlo. Super. Gospa Melita, prosim, če nam zapišete še enkrat tale gorenjski spet, vi pa uživajte pred domačimi ekrani.
vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Izbira talne obloge pomembno vpliva na končno podobo prostora in kakovost bivanja v vašem domu. Gre za enega večjih finančnih vložkov pri opremljanju in od vas zahteva tehten razmislek. Odločitev je lahko težka, a ne, če vam pri njej pomagajo naši izkušeni strokovnjaki, ki z vami pretehtajo prav vse prednosti in slabosti posameznih materialov. V Kemoplastu boste našli pravo talno oblogo za prav vsak prostor vašega doma. Prepričani smo, da kakovostna talna obloga pomembno vpliva na vaše vsakdanje življenje, zato si že več kot 30 let prizadevamo, da pri nas vsak najde udobne, lepe in praktične rešitve za svoj dom. Odkrijte pestro ponudbo naravnih parketov, ki bodo v vaš dom vnesli eleganco in toplino. Spoznajte luksuzne vinilne talne obloge za udoben in praktičen vsakdan. Seznanite se z novimi razsežnostmi mehkobe preprog in drugih tekstilnih talnih oblog ali pa svoj dom polepšajte z najbolj kakovostnim laminatom. Naj bo izbiranje popolne talne obloge za vaš dom prijetno opravilo. Vašo izbiro po želji tudi vgradimo. Oglasite se v naših poslovalnicah in pomagali vam bomo izbrati najboljšo talno oblogo za vaš življenjski slog. Kemoplast. Svet talnih oblog. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Pozdravljeni! Predstavljamo vam naše podjetje, ki se ukvarja z izdelavo in servisom vseh vrst harmonik. Pri nas lahko naročite karkoli si zaželite, od izdelave mehov do končnega izdelka čisto po vaših željah. Kaj je lahko lepšega kot harmonika, ki jo vzameš v roke in je ta točno takšna, kot je nekje nastajala skrito v vaših mislih? Kot novost imamo tudi servis klavirskih in kromatičnih harmonik, kar lahko si štejemo tudi v čast, da za veliko slovenskih ansamblov servisiramo prav mi.
Vabljeni k nam, kjer vam bomo storitev opravili kvalitetno in v pravem času. Verjamemo, da sta dobra harmonika in lepe melodije, ki zvenijo iz nje, ključnega pomena za pristno ljubezen do glasbe. Harmonike Goti in servis Harmonik Ferme. Vljudno vabljeni. Meta, Danica, Marinka, Vida, Špela, Štefka, Zinka, Fani, Rozika, Lucija, Zdenka, Tamara, Marija, Sonja, Alja, Elizabeta, Vojka, Aga, Maja, Greta, Nuša, Vesna, Doroteja, Marta, Milica, Mateja. Jaz sem Felix, izpod Buča, šepni svoje mi ime, pa ti prislonim usta vroča, tja pod nosek, pa na ličke. Če boš štela tudi med tvoje perutničke. Ines, Lidija, Nataša, Urša, Katja, Vera, Saša, Branka, Jožica, Jolanda, Leja, Cveta, Nada, Sanda, Ida, Frida, Katarina, Slava, Monika, Kristina, Klaudija, Irena, Stanka, Zala, Gloria, Ivanka. Jaz sem Felix, izpod Buča. Šepni svoje ime, pa ti prislonim usta vroča, tja pod nosek, pa na ličke. Če boš štela tudi med tvoje perutničke. Miša, Maša, Klara, Mira, Doris, Marica, Elvira, Sanja, Barbara, Rozina, Reza, Zlatka, Valentina, Kunigunda in Matilda, Genofefa, Cila, Hilda, Hiacinta, pa Hermina, Rozamunda, Josefina, Esmeralda in Cassandra, Magdalena, Olga, Vanda, Bogomila, Evelina, Leonida, Klementina. Jaz sem Felix, izpod Buča, šepni svoje mi ime, pa ti prislonim usta vroča, tja pod nosek, pa na ličke. Če boš štela tudi med tvoje perutničke. Nije Rusce na Slovenske, ki bi v sane zacvetela. Ko poprime mojster Felix za inštalacijska dela. Jaz sem Felix, izpod Buča, šepni moje mi ime, pa ti prislonim usta vroča, tja pod nosek, pa na ličke. Če boš štela tudi med tvoje perutničke. Mojster Felix, izpod Buča, šepni svoje mi ime, pa ti prislonim usta vroča, tja pod nosek, pa na ličke. Če boš štela tudi med tvoje perutničke. Mojster Felix, izpod Buča. Lepo pozdravljen, mojster Felix. Mojster Felix, v prvem delu Srečko Zorko, sedaj pa mojster Felix. Da, to še po starem. Po starem. Ko je še popravili se avtomati in peglajzni, vse je živo, ne pa nesko, ki jih nekaj pa kar novega prevlečemo. Ja, tako. Torej, Srečko, na kratko, kako ti uspe našteti vsa ta imena? Ja, pravzaprav pol stoletja sem skoraj star, ne? Ja. In zdaj, v bistvu, 2 imena na leto si pa ja človek zapolni. Aha, torej jih je čez 100. Genau 100 je. Genau 100. Genau. Meta, Malica, Marinka, vse se nekako rima, Zinka pa, ki si našel te Genofefo pa Hiacindo, to so taka zanimiva imena. One so imele najde, pri Genofefi je crkno pralni stroj, ona je imela peklajzen pokvarjen. In si ti to vse popravil. Ja, Miša, Maša so bile pa sestre. Tako. Od stare matere, kozin brat je pa pok. A tako?
Super. Torej, kot vidite, Srečko Zorko v različnih vlogah, ti imaš tudi svoj kabaret, kolikor vem, je tako? Pa, če se temu tako reče, ja, bi skoraj le bilo. Predstava kot kabaret, a ne? V bistvu zgodovino Slovenca imam, ker sem čez oči muzikanta dal od Napoleona, Cankarja, Franceta Prešerna, pa do naše zalivske vojne, ki še traja, da tudi Piran, ko se ne moramo zmeniti, Piranski zaliv, ko bi tak ribe shodile. To imam eno predstavo, ki je kar aktualna. Super, jaz upam, da jo tudi kmalu vidimo, ki je mogoče celo televizija Celje posname in potem še predstavi tistim, ki ne bodo imeli časa iti. Za konec pa na pesmica Srečanje. Taka bo čustvena, ki jo je po dolgih letih sicer. Pa poslušajmo reči, ne? Bo najbolj zdi. Tako, jaz ti bom sedaj tale tvoj mojsterski suknič ti bom odnesel. Dragi gledalke, gledalci, vi pa upam, da ste uživali nocoj z nami. Seveda, danes teden pa že lahko napovem, z nami bodo legendarni Štirje kovači in še kdo. Koroška vabi. Lep pozdrav. Nek jesenski večer, temni ob krških hosti, zmotili čudni gosti, so tvoj mir. Vzeli smo izpod mahu, kar ni posrkala vase, zemlja, te dolge čase, odkar si tu. Ljuba, pridi nocoj, vabite mesečina, vabite sila spomina, vabite ljubi tvoj, ljuba, pridi nocoj, vabite mesečina, vabite sila spomina, vabite ljubi tvoj, kje je jasnina oči, kje sta usni opojni, vame v grozoti spokojni, tvoje votlin reži. Kje si? Ne, to nisi ti. Ti si se skrila vame, tu te smrt ne zajame, tu so še tvoje oči. Ljuba, pridi nocoj, vabite mesečina, vabite sila spomina, vabite ljubi tvoj, ljuba, pridi nocoj, vabite mesečina, vabite sila spomina, vabite ljubi tvoj. Tu je ponosni tvoj stas, meni gibko se privija, kadar burja zavija v nočni čas, kadar sam sabo sprt, ulice slepe zablodim, ko davnih dneh hodim, na te oprt. Laž zrej iz tvojih votlin, nič ne bom gledal vanje. Zemlja, vzemi lobanje, meni pusti spomin. Ljuba, pridi nocoj, vabite mesečina, vabite sila spomina, vabite ljubi tvoj, ljuba, pridi nocoj, vabite mesečina, vabite sila spomina, vabite ljubi